Eden od motivov, zakaj imajo države interes po elektrifikaciji naše mobilnosti, je tudi ta, da lahko tako postanejo manj odvisne od tujih energetskih virov, recimo od naftno bogatih držav. Seveda, kot država želimo biti bolj energijsko samozadostni. Seveda bo ta trditev sprožila vrsto političnih nestrinjev, zato ker nam vsaka zelena energija tudi ne da enake zelenosti, pa tudi enake energijske samozadostnosti. Ampak nočemo te zgodbe spremeniti v politično zgodbo, čeprav je politika kar precej vpletena v to. Danes je namreč na sporedu mikrosamozadostnost, mikrosamooskrba z energijo. Lastna, domača samooskrba z lastnimi domačimi baterijami. Hranilnik se uporablja predvsem zato, da se lahko recimo v podnevi, ko sončna elektrarna proizvaja višek sončne energije, ko se podnevi ne porablja, ko nismo doma in se potem to shrani v hranilnik, to potem lahko uporabljamo v večernih časih oziroma se lahko polni v času, ko je elektrika cenejša in se potem porablja čez dan, ko je elektrika dražja. Kako to deluje v praksi, poslušajmo izkušnjo enega pionirskih uporabnikov hranilnika elektrike. Polnimo 6 električnih vozil dnevno. Zdaj smo dali čez celotno poletno sezono, se pravi više temperature, zdaj pozimi nižje temperature, zaenkrat stvar deluje. Ampak kaj to pomeni? V bistvu, da je večinoma se električni avtomobili polnijo iz energije, ki jo dobijo iz hranilnika. Ti naši zaenkrat večinoma, ja. Je bilo zadosti? Ja. 15 kWh? Ja. Aha. Mi imamo te manjše električne vozila, nikoli se ne polnijo vsa hkrati, se polnijo vmes po potrebi oziroma po noč. Včasih je več prometa, manj prometa, včasih več vozijo, manj vozijo, ampak zaenkrat to za nas dovolj. Torej, že majhen hranilnik je lahko celo dovolj za kratke vožnje z malo porabe, zagotovo pa se 100% lastno doma pridobljeno elektriko ne bo mogel voziti nekdo, ki se dnevno vozi recimo iz Maribora v Ljubljano in nazaj. Ampak ni hranilnik tisti, ki predstavlja ozko grlo. Električni avtomobil v povprečju, torej če gledamo našega ID.4 z baterijo 77 kWh kapacitete, če ga polnimo vsak dan doma, porabi nekje 4000 do 5000 kWh na leto, če delamo tam 25 000 do 30 000 km na leto. Koliko pa recimo, da se znam predstavljati veliko sončno elektrarno, pa jaz rabim? Pomeni, da rabimo nekje, bi rekla, 4 kW do 4,5 kW elektrarno, da pokrijemo teh 4000-5000 kWh potrebe na letni ravni. To pomeni, kilovat pokrije 7 kvadratnih metrov, tako da v bistvu tle nas omejuje sončna elektrarna. Z drugimi besedami, samooskrbna zelena elektromobilnost je enako velika hiša. V pogovorih nismo preslišali, ko so nam sogovorniki povedali, da so hranilniki razmeroma nesmiselni. Trenutno. Namreč trenutno uporabniki domačih sončnih elektrarn presežke doma pridobljene energije vračajo v omrežje. Govorimo o netmeteringu. Konec leta 2023 se v Sloveniji ukinja netmetering in dobesedno zgleda to netmetering na tak način, ko vračamo omrežje, se nam lepo števc, električni števc, v kontrasmeri suče. To se pravi, se nam odštevajo porabljene kilovatne ure električne energije. Tega pa za neko bo konc netmeteringa ne bo več in če ti ne boš porabil za sebe, boš dal omrežje, zato ne boš dobil nič, se ti tudi števc ne bo kontra vrtel in s tem tebi kot lastniku sončne elektrarne bo smiselno imeti zalogovnik, zaradi tega, da boš te viške proizvodne električne energije shranil v zalogovnik in porabil tudi za svoje potrebe. Na tem snemanju smo se naučili, da vloga hranilnikov ni v tem, da se bomo odklopili od slovenskega električnega omrežja, ampak da bo v dobi elektromobilnosti omrežje sploh lahko funkcioniralo. Pravzaprav se bomo še bolj povezali, ampak na pameten način, smart omrežjem. Sistemi za energetsko upravljanje skrbijo nekako, da optimalno elektrarna shranjuje v hranilnik, hranilnik oddaja v objekt oziroma črpa po potrebi, potem se tudi ravna po samih vremenskih pogojih, tako da reče v redu, jutri bo sonce, danes lahko spraznimo baterijo čisto do konca. Energetski menedžerji bodo potem tudi nekako komunicirali z omrežnim operaterjem,
ki bo potem tudi lahko rekel, trenutno imamo veliko energije na trgu oziroma v omrežju, se je potrebno znižati moč proizvajanja elektrike sončnih elektrarn oziroma moramo aktivirati hranilnike, da shranijo viške in potem, ko je recimo manjko, se potem te hranilnike vključi v omrežje in potem nekako dodajajo to potrebno energijo. Če bi se želeli voziti na 100% lastno domačo zeleno energijo, no, to je danes še zelo težko zagotoviti, pa tudi v prihodnje bo težko zagotoviti. Ampak poanta vsega skupaj je nekje drugje. V prvi fazi so prišle toplotne črpalke, nekako nismo še povzročali toliko pozornosti na tem področju, zdaj so prišli električni avtomobili in zdaj so v bistvu te obremenitve že kar precejšnje, sploh ko se bo recimo količina električnih vozil povečala, bo pač potrebno na tem področju poskrbeti, da pač se poveže z omrežjem, da pomagaš omrežju oziroma da se ta zadeva res kot nek cel ekosistem obnaša. Na tak način potem tudi ne bo potrebnih velikih investicij v obnovo, infrastrukture, ampak bo treba nekako na ta način rešiti v prvi fazi. Dejansko za samo našo porabo, povečano porabo električne energije, brez tega mi sploh ne bomo mogli več živeti. Vse energija je, ampak ni možno iz tistih dovodov, ki imamo mi, potegniti to, kar lahko zdaj delamo. Ker vedno več bo teh polnilnic, vedno več se bo to razvijalo, infrastruktura se bo razvijala, kot sama distribucija se pa ne bo zdaj ne bo elektrogospodarstvo pripeljalo novih kablov, ne bo zdaj šli večjih kablov polagati, bomo morali imeti nek element znotraj celega omrežja, ki bo nam te velike porabe pa nizke porabe nekje izničil, da bomo sploh napetost na mreži držali konstantno, da ne bomo imeli prevelikih nihanj v sami mreži, oziroma na omrežju nam čisto upadla, pa sploh ne bomo mogli več kaj narediti. In vse to se bo balansiral iz hranilnika električne energije. Verjetno ne boste začudeni, če vam povemo, da smo v Mežici v razvojnem oddelku Tabove tovarne baterij prebili celoten snemalni šiht. Namreč za razvojnike pod vodstvom Martina Rebule nam nikakor ni zmanjkalo vprašanj. Posneli smo res veliko dobre, učne vsebine o baterijah, pripravite zvezke in pisala, gremo na Univerzo v Mežici, oddelek za baterije. Z vašim naslednjim klikom.